Tudi jaz sem se zdaj, ko je Zdenka govorila o tem denarju, pa o nagradi, ki jo lahko damo, pa čeprav je samo 20 centov ali pa ena malenkost, za katero čutimo, da bi jo dali nekomu, kateremu bi radi nekaj posebnega, ali se zahvalili, ali pridali k našemu nasmehu. To so me naučili v tistem času življenja, ko sem delovala kot turistični vodnica, da je to v resnici vzpodbuda za to, da denar priteka k meni. To mi je bilo res zelo zanimivo. Da so me to naučili, malo sem se povzdignila, da smo se naučili in se zahvaljujem Zdenki in polagam na srce še vsem ostalim, dajte to uporabiti, ker dejansko se potem denar nekako se vrača nazaj. Res je to ena pametna poteza, ki jo lahko naredimo in nam hkrati prinaša optimizem. Zdaj bi pa rada prebrala nekaj iz te knjige. To je eden vodilnih italijanskih filozofov, ki se mu reče Giorgio Agamben, in je bil že tudi pri nas, če se ne motim, kar precej časa pred korono, ko je govoril predvsem o morali in je s to moralo nadaljeval tudi v obdobju sedanjega posiljevanja s COVID situacijo. Nekaj je naredil, to je sicer staro, ta prevod je star, mi smo ga dobili pred kratkim, je pa na članki, ki so v njem, so različni intervjuji, naslov je pa te knjigi Epidemija kot politika. To se nam lahko obrestuje, da ostanemo vzpodbudni, da se borimo proti tistim stvarem, ki v naši družbi niso vredne, da nam krojijo življenje. In sicer ta človek vse skozi vzpodbuja, čeprav mu članke in celo intervjuje črtajo, celo zavračajo, potem ko so jih naročili vodilni italijanski dnevniki, pa druge revije. No, in je začel, ko je takoj videl, kakšna je situacija, tako kot je bilo tudi to nam dano, tisti, ki smo v društvu Belis, smo dejansko nosilci ideje o tem, kako ne smemo verjeti na prvo besedo, na prvo žogo, na prvo insinuacijo, na prvi medijski nasvet, za katerega zvemo kasneje, da je v resnici natek. No, tukaj je samo en stavek, bom prebrala, ta majhen uvod sem naredila, zato da se zahvalim vsem nam, predvsem pa našim tem vodilnim, ki so nam toliko pomagali, da smo ostali optimisti, pa da smo si upali kam, pa da smo si upali uporabljati te dokumente. In meni so kar nekajkrat rešili, čeprav njih 3-krat moram reči, že nisem bila uspešna. No, kaj je napisal tale Giorgio Agamben, Epidemija kot politika, in sicer to. Potem, ko sem k odgovornosti pozval vsakega od nas, ne morem mimo tega, da ne bi omenil še toliko resnejše odgovornosti tistih, ki naj bi imeli nalogo paziti na človekovo dostojanstvo. Predvsem cerkev, ki se dela deklo znanosti, ki je na tej točki postala resnična religija našega časa, se je radikalno odpovedala svojim najosnovnejšim načelom. Cerkev, ki jo vodi papež, ki si je nadel ime Frančišek, je pozabila, da je Frančišek objemal gobavce. Pozabila je, da je obiskovati bolne eno od osnovnih dejanj usmiljenja.
Pozabila je, da mučeniki učijo, da je treba biti pripravljen raje žrtvovati življenje kot vero in da odpovedati se bližnjemu pomeni odpovedati se veri. To je naloga nas vseh tistih, ki lahko ali v mali ali v malo večji meri pripomoremo k temu, da sodelujemo pri spodbudi vsakega, ki je v težkem položaju. To mislim, da je tudi načelo našega društva in se zahvaljujem, da sem imela možnost to prebrati. Hvala lepa.